Dunčice. Amazonke. Ko zgodba začne teči, ni več poti nazaj. Tale o Dunčici se začne z Amazonkami in preoblačenjem v drugi spol. Vse skupaj si je sicer laže zamišljati, če imaš pred očmi puste in izpraznjene vasi, skozi katere se pelješ po zimi, ko nisi na običajnih počitnicah v bližnjih obmorskih krajih. Po zimi so ceste, trgi, zalivi, brez pisanih oblačil turistov in mestni kotički brez avtomobilske zatrpanosti. Pusti kamniti kraji laže postanejo oder za igro. Mnogo pogumnih in močnih žensk v zgodovini je bilo oboroženih s sulicami in bodali. V grški mitologiji so to potomke Aresa iz Kapadokije, v nordijski pa Brunhilda in njene valkire, leteče inačice Amazonk. Videl jih je celo Kolumb in po njih se baje imenuje reka Amazonka. Poimenovanje izhaja iz a brez in mazos dojka. Da bi bile boljše lokostrelke, so si odstranile desno dojko. In bojda so zaničevale moške. Rojstvo dekletc je bilo dobrodošlo, dečke pa so uporabljale za razna domača opravila, potem ko so jih pohabile. Moški so jim služili bolj ali manj za opravljanje nujnih del in zaplojevanje potomcev. Bile so pogumne vojščakinje, pogumne lovke, pogumne jahalke. Amazonke iz žganih prsi poosebljajo poseben strah, da bi družba izgubila patriarhalni pečat. Najti jih je v Iliadi in Herodotovih potopisih, inspirirajo nastanek upodobitev francoskih plemkin, pa pustolovske filme Red Sonja z Brigitte Nielsen, Lara Croft z Angelino Jolie, Wonder Woman, pa Ksena, bojevniška princesa. Dinarska kultura balkanskega polotoka ima svojo inačico. Lovi. Otoki so od nekdaj kot metafore, obdani z nekakšno mistiko. To so prostori za iskanje resnic in smislov, kontemplacij in mirnosti, pa tudi kraji izolacije in zaprtosti. Otočani so bolj subtilni kot prebivalci obale, bolj so osredotočeni nase in na naravo. Iz želje po nedosegljivem, neuskrunjenem občutju, ki mi ga dajejo ti kraji, se zatekam k redkim, skorajda izsiljenim pogovorom z domačini, s priseljeno frizerko iz Virovitice, s prodajalcem glavnate solate in olivnega olja, z dežurnim prodajalcem vstopnic za ogled zbirke prvih fotografij otoka, tistih še iz časov pred turizmom. Iz tistih časov, ki jih tako zagnano iščem in zato lovim vsak še najmanjši utrinek nedotaknjenega. Lovim jih, celo prežim nanje, na fotografijah prvih naključnih postankov obiskovalcev Sparnikov, ki so tu in tam pristali na teh nedotaknjenih obalah ribiških zaselkov pred več kot 100 leti. Kot bi hotela nazaj, vse do Medeje, ki je razsekala sorodnike in jih vrgla v morje, da je tako nastal ta otok. Orli in ljudje na otoku živijo v sožitju. Kroženje skupine orlov nad truplom nakazuje, kam se napotiti poiskat izgubljene živali. Ker se hranijo z mrhovino, so koristni, preprečujejo širjenje okužb z mrtvih ovac. Zdaj jim preti izumrtje. Mladiči mogočnih orlov, ki živijo v severnih skalah otoka, padajo v morje ob zvoku mimo drvečih gliserjev. Puhasti ptiči ob prvem vzletu iz gnezda, nevajeni novega sveta, v strahu pred neznanim hrupom izgubijo ravnotežje in strmoglavijo v valove. Samo pol ure je treba in že se njihovo perje prepoji in potonili bodo na globoko zeleno morsko dno. Zato so zanje naredili vzgajališče, kamor jim tu in tam vržejo celo ovco in jih tako pripravljajo na prve varne polete v svet. V zavetišču za ptice oddaleč prepoznam postavo z ene od zakotnih vlažnih ulic zapuščenega zaselka nad Orlovimi skalami. Mimo mene je tam švignilo telo, ki je imelo drugačno hojo in drugačne telesne oblike. Hodilo je s sunkovitimi in krepkimi koraki, z nenavadnim gibanjem bokov, hojo pa je vodil trdno zravnan torzo. Ritem korakov je bil imitacija oblastnega gospodarja, moža, ki je prevzel očetovo mesto. Glasno se je izkašljeval in sunkovito pljunil nikotinski pljunek kaka 2 metra predse.
Kratki lasje so bili s pomočjo briljantine, mešanice vazelina, arom in dišav, počesani v moško pričesko. Bela polomajica z navzgor privihanim ovratnikom in izvezenim logotipom na prsih in ravno krojene široke hlače, v kroju in materialu, ki se ju spomnim iz svoje zgodnje mladosti, sta delovali kot uniforma iz nekega drugega časa. Ko grem mimo, poveša pogled. Kot tisti ljudje, ki so nekoč nepripravljeni na svet odšli z doma in jih od tedaj vedno razjeda nek dvom. Moj prijazni pozdrav in kratek nagovor, ki je skušal ne spominjati na od eksotike orlov očaranega tujega turista, je bil sprejet hladno, distancirano, celo grobo. Medtem ko je takoj zatem dva moška, ki sta nemo sedela ob steklenicah piva v lokalnem in tudi edinem bifeju v kraju, pozdravil široko, krepko in suvereno. Želi si me otresti kar se da hitro, si razočarano domišljam, da se ta figura ukvarja z menoj. Kot bi bil ta hladni odgovor na moj pozdrav spoj nekega sramu in ponosa hkrati. To nedoumljivo bitje, ki je morda zgolj utvara tega, kar iščem tod, me vznemiri in zaželim si slišati njegov glas. Njegova moč daje vtis nedotakljivosti in nedotaknjenosti. In že laično analiziram, kako si spretno, prisilno vzdržuje samoto. Nepriljudnost je postala kulisa njegovega bistva in hkrati dejstvo, da se mora umikati. Predstavljam si, da nosi tisto nesrečno vedenje, da se z njim ljudje, izključno za zabavo, ukvarjajo ob nedeljah in praznikih, ko imajo čas za obrekovanja, norčevanja in nagajanja, zlohotna in groteskna. Kot bi se v tej hiteči človeški podobi ujela moja želja po tistih preprostih in neposrednih zaznavah, ki jih iščem med temi skalami, orli in brezpoti neskončnih oljčnih nasadov. In oglasi se želja po raziskovanju. Postanem laičen zahodni antropolog v vlogi avanturističnega popotnika, ki pa mora imeti na tej ekspediciji zagotovljeno enako udobje kot doma. Moja radovednost se preveša v strast. Vrnila se bom v ta zaselek, v nedeljo. Takrat bo tam Maša. Redovi. V nekaterih akademskih svetovih je resničen zgodovinski obstoj Amazonk ali katerekoli matriarhalne družbe že dolgo vznemirjajoče vprašanje. V 19. stoletju je nek klasični učenjak objavil zelo radikalno tezo. Trdil je, da Amazonke niso mit, ampak dejstvo, da je človeštvo vzniknilo v matriarhatu in šele pozneje ob zori civilizacije prešlo v patriarhat. Amazonke bi lahko bile ene od ustanoviteljic takega reda. Oblike ženskih redov so bile ustvarjene v različnih okoliščinah, z božjimi intervencijami, kot v mitologijah, ali pa v posebnih razmerah, kot so denimo vojne. Preoblačenje v drugi spol prav tako obstaja že od nekdaj. Svet spolov obrnjen na glavo je bil vedno priljubljena oblika kulturnih iger. Igrale so se vse mogoče vrste. Ženske so igrale moške, moški so igrali ženske, moški so igrali ženske, ki igrajo moške. Magični transvestizem je pomagal v bojih s hudobnimi vilami in demoni. Znan je lik preoblečene Dule Grit iz flamske folklore, znan je tudi kot Mad Meg. Oborožene ženske pretepajo živali iz pekla na znameniti Brojglovi upodobitvi Praznik norcev. V ženske preoblečeni kleriki izvajajo nespodobne kretnje. Znano je navzkrižno preoblačenje v škotskih dolinah v času 12-dnevnih božičnih praznikov in na Mardi Gras v zgodnji Franciji. Ko šaman nastopi preoblečen v drugi spol, to odraža kozmološko kategorijo. Rituali statusnih menjav spolov delujejo kot priprošnja za boljšo letino in odganjajo zle sile. Preobrazba v drugi spol pogosto spremlja tudi adolescente v obredih prehodov. Zanimalo me je, kje, geografsko najbliže domu, bi lahko našla pojav tovrstnega transvestizma. Našla sem nekaj virov o pojavih v bukolični notranjosti nizkih hribov in ravnic na polotoku severnega Jadrana. V kraju, ki ga krasijo gotske, renesančne in baročne hiše, cerkev z mumificiranimi svetniki in deli beneških umetnikov, se morda da slišati kaj o samčonih ali, kot so jim pravili nekateri, o istrskih Amazonkah. Navdihnile so me legende, zgodbe in tradicije teh krajev.
Brala sem o moških, ki ležijo v posteli kot noseče ženske in posnemajo porod, s čimer odvračajo zlo od matere in novorojenčka, kar je povezano s prenosom moči na drugo osebo. Tudi o tradiciji preoblačenja v oblačila nasprotnega spola, da bi ozdraveli ali si pridobili dodatno moč. Te istrske spreminjajoče vloge spola in oblačil so se izkazale za ene najbolj navdušujočih med vsemi zabeleženimi na svetu. Mimikrije, ritualne menjave spolov in čarobni transvestizem so me neke pomladi spodbudili k raziskovalnemu potovanju. A kraje, ki so toliko obetali, sem prevozila dokaj hitro, ker sem se namesto z zanimivimi ljudmi, polnimi zgodb in legend, spoznavala z novimi nepremičninami, ki želijo delovati kot toskanske Case Vakance. Vila Flora, Vila Casa Ivan, Vila Spirit of Istria s kričečimi fasadami so mi sicer obljubljale prekrasne počitnice, tudi bazen imajo, zagotovo pa so povozile tisto nekaj in odrinile tistih nekaj, ki bi še morda vedeli, kaj pomeni biti samčon. Zato sem potovala naprej, na otoke. Dunčice. Tišina je bila taka, da so odmevali koraki po kamnu kot v sobanah praznega dvorca. Take tišine ni več najti nikjer, kot bi vsi ljudje umrli, ali se odselili, ali se pretvorili v nekaj drugega. Ime ji je Dunčica. Po gladkih kamnitih ploščah je prišla v hlačah in v rožasti obleki. Pravzaprav je bil to predpasnik v kroju obleke brez rokavov, z 2 žepoma in gumbi spredaj. Imela ga je moja babica, imajo jih ukrajinske in črnogorske in najbrž nasploh vse slovanske stare ženske. Dunčica je na nekaj pramenih las imela kovinske navijalke z gumicami. V rokah pa 2 posodi za zalivanje, zgoraj odrezani svetlo-modri plastenki od tekočega pralnega praška. Moje stikanje po opustelih vaseh se običajno konča z žrelom, odprtim v lajež neukročenega psa na verigi ali domorodnega domačina, zaradi katerega se hitro poberem nazaj na varno, v avto in se pogovarjam le še skozi odprto voznikovo okno. Ideja, da ljudje iz osamljenih krajev kar sami odpirajo svoja vrata in se veselijo obiska iz zunanjega sveta, redko drži. Običajno vrata zaloputnejo, še preden sploh lahko navržem svoj najbolj ležeren modus pogovarjanja, v katerem sem delno nezainteresirana, da ne delujem kot nadobudni turist, temveč kot nekdo, ki absolutno sodi v ravno ta košček sveta, kot izgubljena hči, ki se je pravkar vrnila domov. Ali pa uporabim duhovito komunikacijo, s katero seveda tvegam človeški lajež v odgovor. Dunčico sem nagovorila z drugim, z igrivim, v smislu samica sakramenska. Njene navijalke so se takoj pripojile tej igrivosti. Šli sva po vasici in klepetali. Ko sem jo opazovala, sem imela občutek, kot bi se zaustavila na razvojni stopnji dekleta, čeprav je imela kakih 70 ali več let. Bila je kot deklica, ki bega iz kraja v kraj in se ni sposobna kjerkoli ustaliti, ne pripada ničemur in nikomur. Dunčica deluje, kot da se je najresneje sprla z zakonitostmi časa. Pravzaprav je sprla med seboj zakonitosti časa in svoje telo. Njen obraz je namreč nabrazdan kot zmrznjena poznojesenska njiva. Njene besede pa so lahkotne, duhovite, popolnoma iz mojega časa. Ko govori z menoj, pogosto zardi do globoko rdeče barve. Tukaj živi tudi Ljubica. Ljubica ima odprta hišna vrata in Dunčica jo prikliče ter me predstavi. Zame bi iz ognja v vodo skočila, mi šaljivo predstavlja svojo edino prijateljico, s katero se vsako jutro preverita, ali sta še med živimi. Ljubica me povabi v hišo. Tudi ona ima tak rožasti predpasnik kot Dunčica, hlače in na glavi kapo. Ne govori veliko, le v zadregi sem in tja premika ter poravnava karirasti zveščič, škatlico z očali, revijo s križankami, modre kuverte s papirji, turkizno imitacijo kristalne sklede s plastično banano, jabolkom, pomarančo in lilastim grozdjem. Njeno gibanje in hoja me na nekaj spominjata. Nizki stropi, stari koledarji, božje podobice, bel čipkasti prt, tranzistor, Titova slika in ovnovi rogovi so osnova podobe njenega doma. Jasno je, da za veliko noč barva rdeča jajca in da ob Titu verjame tudi v različne svetnike.
To so osnovna načela v tem nerazložljivo praznem naselju z golimi polji naokoli, zapuščeno cesto, ki teče skozi zaselek in svetlo modrim nebom nad njim. V vasi sedaj živita le še Ljubica in Dunčica, morda 2 ali 3 drugi, poleti še kak več. Smrt je prihajala po ljudi ali pošiljala koga ponje. Vse je umiralo v tem kraju. Družina, prijatelji, živali, gozdovi, sadovnjaki. Vse je počasi izginjalo, kar daje občutek, da ima ta kraj neko posebno idejo o umiranju. Dunčica in Ljubica igrata domino. Za mizo na dvorišču v tej zakotni zaostali, kamniti, samotni, primarni vasi. Prepoznavam motive, ki vztrajajo, da morajo biti zapisani. Vztrajajo, kot vztraja siten otrok, da mu nameniš vso svojo pozornost, ali pes, ki nepremično strmi v roko, ki v usta nosi grižljaje pečenke. Ko ju gledam, kako igrata domino, se mi zdi, da je človeku laže biti otročji kot odrasel in še laže kot biti mladosten. Bor. Gledam v azurne zalive in se naslanjam na komolce na balanci kolesa. Leta razmišljam o hišici na takem kamnitem otoku, ki od daleč deluje kot luna s kamnitimi ograjami, ki prepredajo trdo pokrajino. Ta fenomen človeške vztrajnosti mi deluje kot kitajski zid nekih starih naseljencev, izvirnih prebivalcev otoka. Kaj jih je gnalo, da so otok pretkali z mrežo kak meter visokih kamnitih ograj? Kot bi iz zemlje izkopali vso kamenje otoka in ga zložili v te izjemne priče otoške zgodovine. Z njimi so zajezili koščke rodovitne zemlje in vanjo posadili oljke. To so danes nekaj stoletni nasadi, pod katerimi se pasejo ovce pisanih zadnjic, svetlo modrih in dinamično roza in njunih kombinacij, kot bi se vrnile iz rave partija. Tako jih lastniki označujejo. Enako označujejo tudi svoje oljke. V sivini kamnov in ovčjega runa ti 2 barvi delujeta zabavno in bedasto. Iz svoje hišice na otoku bi se ozirala proti oblakom nad bližnjimi vrhovi in ugibala, ali bo popoldne deževalo. Opazovala bi valove, ki v daljavi postajajo vse večji in na obalo udrejo kot velikanski valjarji, ki drobijo skale v pesek, zaradi katerega so zalivi najprej globoko zeleni, bliže pa je odsev morskega dna svetlejši. Morda bi stala v plitvini tega zaliva z rokami nad glavo, kričala in vase vlekla trebuh v stiski zaradi ledene vode in v radosti zaradi poguma, ki ga še imam. Vdana v neizprosno usodnost otoškega življenja bi se z valovi dvigala na prste in ritmično valovala z vsakim novim valjarjem. Ponavljala bi imena zalivov, pečin, vasi in občasnih prodajalcev olivnega olja. Morda je še čas, da se ugnezdim nekje daleč od letališč. Vonj borovcev, hrumenje valov, zalivi, ovce, prvobitnost v preprostem in neuskrunjenem občutenju. Zategnem zadrgo na vetrovki, pritisnem na pedale in peljem proti naslednjemu zalivu. Strme skale se brutalno spuščajo v divje morje. Na redkih zaplatah rdeče zemlje z drsu v valove kljubujejo zviti borovci. Na pečinah nepremično sedita ptici. Galeba, kormorana, ponirka, oddaleč ju je težko razlikovati. Kot 2 starca zreta v smer, kjer se seštevajo valovi. Nič ju ne vznemirja, kot ne morje v kanalih. Želim si samo svojih misli. Brez prevajanja okruškov nemških, nizozemskih, švedskih pritajenih pogovorov, brez otepanja tujih misli glasnih slovenskih in neslovenskih turistov, brez novic, ki jih naplakne svetovni splet. Želim misliti svoje misli o kamnih, medu in o med skale zataknjenih šopih ovčje dlake, kot bi v temnih nočeh po robovih obale nekdo vlekel trupla nordijskih dolgolask. Bazen. V ustih drži neprižgano cigareto. V bistvu ji cigareta nonšalantno visi iz ust, medtem ko grabi za oranžnim plastičnim vžigalnikom. V vžigalniku je le malo tekočine. Strese ga in z levo roko zakrije plamenček. Oči se zožijo, ko globoko vdihne prvi dim. Zadrži dah in nato se njen obraz utopi v oblaku. Profesionalka je. Končno vzame cigareto iz ust. Ne kadiš? Ne. Boš?
Ne, nočem umreti. Tako ali tako boš umrla, se zasmeji s hripavim glasom, hkrati kašlja in se še kar smeje. In ti imaš namen umreti čim prej. Življenje je z nami tako radodarno. Dalo nam je dim. Stavim, da gledaš tiste strašljive fotografije počasi umirajočih pljuč, polnih katrana, in da ti je žal vseh, ki so umrli mladi, pa sploh niso kadili. Ne bi smel umreti, ker ni kadil, kaj ne? Hrana je naša nujnost, pomislim. Cigareta je postala vrednota šele, ko je postala razvada. Njene duhovite oči me opazujejo skozi dim in preverjajo mojo reakcijo. Torej nimaš slabih razvad? Imam, jem veliko. Jaz pa veliko pijem, izreče tekmovalno. Kot bi kajenje še ne bilo dovolj in je končno našla nekaj, s čimer bo kos globini mojih grehov. Dvigne roko, kot bi mi nazdravila. Veš kaj, Slovenka, mi reče. Ko so se tvoji vragi šele rojevali, so moji že plesali kolo. Dunčica bi rada imela bazen. Potem bi si kupila kopalke, take dvodelne. Do najbližje plaže vodi strma kozja pot. Dunčica pravi, da je do tja 20 minut hoda, kar seveda ne drži, do zaliva pod vasjo se po meliščih spuščaš skoraj uro. Tako me nagovarja, naj se preselim v njeno vas, da bova skupaj imeli bazen. In to z 20 minutami je samo njen naivni trik. Po poti do tega zaliva vidim veliko loban in ovčjih kož. Tudi ovce so strmoglavljale skal v morje. Izgleda, da je na otoku veliko žrtev previsov in silovite narave. Pred leti, ko je otok zajela suša, so košute, srne in njihovi mladiči trpeli veliko žejo. Lokve so se izsušile in izčrpane so se živali privlekle do morja ter se v zadnjem upanju napile morske vode. Dobile so bledo sluznico in povečane zenice. Napihnile so se, slinile, bruhale in se opotekale. Plaže so zatem postale prizorišča mučnih slik in namesto porjavelih turistov so na njih obležala trupla poginjene divjadi. Dunčica in Ljubica se vsako jutro pokličeta in povprašata, kako sta spali. Nato skupaj popijeta kavo, obe sta težki kadilki. To je tukaj običajno in nihče se kaj prida ne ozira na zdravje. Ritem je tak. Dramatično prižgeš cigareto, malo počakaš in nato zelo pomenljivo izdihneš dim, kot bi ravnokar hotel reči nekaj sarkastičnega, smešnega ali sila resnega. Ne vem, kako je kajenje postalo tako pomemben del tradicije in ljudje, ujeti v ta greh, ne marajo primerjave kajenja s samomorom z zamudo. To je zanje popoln nesmisel. Prvo jutranje dejanje je, da si nad še polnim pepelnikom ogorkov od prejšnjega večera prižgeš cigareto. S še vedno zamegljenimi očmi in zmrznjenim pogledom nato globoko vdihneš in izdihneš. Sledi napad kašlja, med katerim se kašljajočemu in opazovalcu zdi, da bodo pljuča končala v umivalniku. Ne vem, zakaj je bilo toliko vrst cigaret poimenovanih po čudovitih rekah, kot so Morava, Drina, Sutjeska in Drava, ali po mestih in čudesih narave, kot so Opatija, Lovčen, Hercegovina, Jadran. Kajenje ima nekaj skupnega z načelom odprtosti. Nekako je povezano s čarobnim in obrednim. Kajenje je obred. Obred kajenja. Od načina, kako kadilec odpre škatlico in odstrani ovoj, do navade, kako prižge cigareto. Tisti, ki uživajo v kajenju, so pripravljeni pretvoriti $1000 v vonj dima. Kaj počne človek, ko je živčen? Kadi. Ko mu gre dobro? Kadi. Ko čaka? Kadi. Ko mu je dolg čas? Kadi. S cigareto nikoli nisi sam, je bil celo slogan na embalaži tobačne tovarne v istrskem Rovinju. Kar je res, pri kajenju se družijo vsaj trije: kadilec, cigareta in smrt. Najin pogovor ob polovici zavitka milde sorte me spomni na ameriško marketinško akcijo trženja tobaka, ko je na velikonočni paradi leta 1929 skupina sufražetk prižgala bakle svobode. Na ta trenutek so čakali fotografi in slike so bile takoj razposlane po vsem svetu. Bakla svobode je bila fraza namenjena spodbujanju kajenja, kar je dvignilo aspiracije boja zoper izkoriščanje žensk in prizadevanje za boljše življenje. Kajenje pa je postalo simbol emancipacije in enakosti žensk z moškimi.
Zanima me, ali ima strastno kajenje Dunčice in Ljubice kaj skupnega s to idejo opolnomočenja na lokalni način. Veš, da obstajajo razlike med spoloma v temeljnem mehanskem delovanju srca in v pljučni zmogljivosti, in da je s tem povezano tudi dejstvo, da je med moškimi in ženskami, ki kadijo enako število cigaret, pri ženskah od 20 do 70% večja verjetnost, da bodo razvile pljučnega raka, sem razlagala Dunčici. Ma, ne zanima me. Ali ti veš, draga moja, da je človek, s čimer mislim predvsem ženske, od nekdaj, dolga stoletja kuhal z gorivi, drvmi in odpadki, kar je pač gorelo, in to v takih pečeh, ki oddajajo izjemno strupene hlape. O tem sem gledala na televiziji. Ženska, ki kuha na tradicionalnem štedilniku v neventilirani kuhinji, in povej mi prosim, katera kuhinja tu ima kakšno ventilacijo, je s tem tako izpostavljena, kot da bi pokadila več kot 100 cigaret na dan. In kuha nekaj ur na dan, vsak dan, vse življenje, tako da daj mi mir, draga. Kamping. Stara sem nekaj let. Na tem otoku imamo starši postavljen težek, visok šotor. Temno je in tukaj ni nikogar več. Odšli so. Slišim oddaljene nejasne glasove, ki umirajo. Odmeva premikanje kamnov pod koraki. Nekaj oddaljenega odkašljevanja ter občasni zvoki neusmiljenega vetra, ki trga majhne veje. Vse je utonilo v temo. Tema se je naselila tudi pod mojo kožo. Vsi so odšli in moja prisotnost je edino, kar je ostalo. Predstavljam si, da je splav ali čoln oddrsel po črni nočni vodi, mimo ljudi na obalah, dreves na bregovih in izginil v daljavi. Toda v to, v kar pravzaprav strmim tisto noč v kampu na tem otoku, je lokalna cesta, ki pod luno odseva kot tekoča reka, ki se vije skozi dolino. Marji je samo njen cilj nekje za obzorjem. Cesti se redno plača visoka cena. Vsako leto se v kakem vozilu z nje zapelje kak pijanec, ko se pozno po noči vrača iz bara domov. Ali razigran otrok v vročem poletnem poznem popoldnevu nanjo steče za žogo. Vse takšne novice sprejemamo z zadržanim dihom. Iz skrivnostnih in zavitih besed odraslih otroci razbiramo, da so bila trupla temno rdeča, neprepoznavna, da se je kri razlila po prahu ceste. V tamkajšnjih globokih tišinah se lahko sliši le trganje neusmiljenega vetra. Taka nejasna tišina je bila tisto noč, ko so vsi odšli in sem slišala le oddaljene glasove. Slišal se je le šepet odraslih o tem, kdo bo povedal evlogijo. Na tiste, ki so umrli, navezujem sanjarije. Odhode nočnih duš si zdaj predstavljam kot odhode po vodi in sploh ne po cesti. Morje prebuja najbolj boleče odmeve. Včasih postane nova cesta, ki vabi na potovanje. Cesta simbolizira spremembe, tveganja in obete. Ampak tisti nočni pogled nanjo je bil pogled osamljenega otroka na začetek poti. Poti, ki nosi idejo premičnosti. V gibanju sem veliko boljša kot v mirovanju. Moji starši in prijatelji zapuščajo svoj dom, da bi se vanj vračali, da bi se vanj vrnili zadovoljni, ker so izkoristili priložnost za odhod. Toda zame je od tiste noči naprej in od pogleda na začetek ceste potovanje hkrati moja moč, ki izvira iz gibanja, iz hoje, iz vožnje s kolesi, s skuterji, vožnje z avtobusi in s tramvaji, potovanje z vlaki, s trajekti in z letali. Ko sem predolgo na istem mestu, dobim čuden občutek, da nisem več uglašena. Oglasijo se strahovi, skrbi, nezadovoljstvo, nemir, ostrina. Takrat začnem iskati možnost, da spremenim to trpljenje. Iščem, kako zamenjati to negotovost za nekaj novega. In grem na pot, čim prej. Ker se bojim, da spoznam, da sveta ne obvladuješ s premikanjem, pač pa z mirovanjem. Vse ceste so na neki način obrnjene k morju. K tistemu tukaj blizu, ki ga vidim ob koncu lokalne ceste ob kampu iz otroštva, in k onim morjem, do katerih se nešteto cest vije preko hribovi, planjav, gora, skozi mesta in med polji. Morje požira in odnaša s seboj zgodbe, ki s temi cestami pridejo na njegova obrežja. Splahne jih z obal in pogoltne v globoke vode.
Tam zgodbe ležejo na kamnito dno in čakajo, da jih zimski valovi morda naplavijo na obalo kakega otoka ali plusknejo čez rob barke. Kaj se zgodi z zgodbami, ko se spuščajo na dno, medtem ko drsijo skozi podmorsko gostoto, ko se vračajo v eno od prvinskih snovnih zaveti? Postanejo zgodbe nesmrtne, okrepljene ali ogrožene? Postane zdaj voda njihova domovina, ki jim z ribami poseli nebo? Padejo kot kamen v jezero. Krog. Če vržeš kamen v jezero, ta nikoli ne pade v vodo. Bolj ko se bliža vodi, bolj zavija stran od nje in vedno pade na obrežje, ne glede na to, s kolikšno močjo ga zalučaš proti sredini. Tu so se nekdaj bile strašne bitke s Turki. Brezzobi starec, naslonjen na ogrodje dežnika, ki mu služi kot palica, mi na obzidju vasice pripoveduje zgodbe, kako so nekoč tod kravam vezali bakle na rogove, jih ponoči gnali na polja in tako prikazali, kako veliko vojsko da imajo. In pripoveduje mi o goreči ljubezni, o popolni in iskreni, med redovnico in Turkom, ki sta prepovedi navkljub skupaj zbežala v gore, da bi se osvobodila in zaživela srečno življenje. Zaradi tega prešuštva so ju ubili in tako sta nastala Rdeče in Modro jezero, kot dve solzi, Nunina in Turkova. Bila je sobota in v vasi je bila poroka. Izgledalo je, kot da bi bili povabljeni vsi in bi vsi na to poroko tudi prišli, vsak s svojim avtomobilom. Edina cesta in tistih nekaj priključkov nanjo so bili polni trobečih avtomobilov in čudnega strastnega veselja, ki se ga bolj bojim kot veselim. To je tisti tip veselja, ko ne vem, kdaj bo kdo ustrelil v zrak s pištolo ali zalučal steklenico. Ko sem vstopila, je v gostem dimu sobe sedelo približno 15 ljudi. Zmrznila sem pod pogledi kakih 30 oči usmerjenih vame. Kraljevala je tišina. Eden od mož, moral je biti nekakšen vodja ali kaj podobnega, je sedel v središču tega čudnega zbira, počasi vzel iz škatle na majhni mizi ob sebi cigareto in jo dvignil k ustom. Zazrl se mi je naravnost v oči. Tišina se je še poglobila. Potem je počasi segel po vžigalniku. Brtk, bh, brtk, bh, se je počasi prebujal njegov zarjaveli bencinski vžigalnik. Vdihnil je globoko. Trajalo je dolgo, preden je prišel zvok izdihujočega dima. Še vedno je zrl naravnost v moje oči. Ko se je napetost dvignila na neznosno raven, sem samo upala, da bo ta izdih končno znak, da bo z njim tudi konec tega čudnega vzdušja, da bo spet vse v redu. Potem je stisnil obrazne mišice, velike žile na vratu so izstopile, oči, še vedno usmerjene vame, so se dramatično spremenile in začel je peti. Zvok njegovega glasu je bil nezemski, nekaj česar še nisem slišala. Zapel je tako intenzivno, da so mi šli mravljinci po hrbtu. Vseh 30 oči je bilo še vedno usmerjenih vame, a šele zdaj sem ugotovila, da me sploh ne gledajo, da me tudi glavni pevec sploh ne gleda. Njihov pogled ni ničesar videl. Tam so bili samo zaradi petja. Vse je bilo samo petje. Poj, dekle moje, poj, tvoje srce naj se ne vznemirja, še boš jokala. To je bila Ganga. Večstoletna pevska izkušnja v desetercu. Moški pevci so peli samozavestno in vitalno, s prepričanjem, da je tisto, kar delajo, prav. Druži jih močan občutek pripadnosti. Gre za obliko potrjevanja moškosti in možatosti. V njihovem petju so vedenske prvine, katerih poreklo izvira iz raznih tajnih združenj preteklosti, obrednih iniciacij in starodavnih priprav na vojno ali lov. Ob tem petju sem obstala popolnoma utrpla. Nisem vedela, kaj je primerno. Da se pretvorim v aktivnega poslušalca ali da se ritensko umaknem. Vsekakor bi najraje čimprej izginila, če bi si upala. Tako pa sem samo stala tam, s pogledom mrtve ribe. Pripravljenost. Hranili smo vse. Škatlice za svinčnike, papirnate škrniclje, kovinske škatle od maslenih keksov, pokrovčke od kozarcev, plastične vrečice, škatle za čevlje. Prav nič nismo zavrgli.
Živeli smo v strahu pred strašnim pomanjkanjem, ki je postal katekizem naših vsakdanov. Varčnost, skromnost, previdnost, pripravljenost, dvomljivost, nezaupanje, pa tudi hvaležnost, veselje, sproščenost in majhne lumparije. Imeli pa smo dovolj ošpic, rdečk, mumpsa, oslovskega kašlja, bronhitisa, vnetja ušes, tuberkuloze in drugih izgovorov, zaradi česar smo morali piti ricinusovo olje. Radi smo imeli sistematske preglede, kjer so nas stehtali in nam svetovali najemo gorčico, da bi pridobili težo, nam šepetali na levo in desno uho, da preverijo, ali nam deluje sluh, in nam nezainteresirano pregledali vid tako, da smo črkovali vrstice, medtem ko nas sploh nihče ni poslušal, in zato smo si namesto branja črk izmišljevali neumne stavke. Ob koncu takega zdravniškega pregleda smo se morali zgoraj brez oblačil prikloniti naprej, da so lahko odkrili potencialno skoliozo. Kar se je zelo redko zgodilo, ker tudi tega najbrž niso prav zares zavzeto iskali. Sistematski pregledi so bili vseeno praznični dnevi, saj smo vsi skopani in čisti sedeli v čakalnici in se svečano postavljali ob zid, da so nam odčitali naš letni prirastek. Nosečnost se v teh krajih ni ugotavljala z žabjim testom, tako da bi se žabi samici vbrizgal urin noseče ženske, in če je bila žena res noseča, bi žaba že po 24 urah zvalila jajčeca. Naše ženske tudi niso mokrile na seme pšenice in ječmena, da bi rezultat testa pokazal, če je ječmen usklil ali nabreknil, bo sin, moški, če pšenica, bo žensko dete. Če na semenih ni sprememb, tudi žensko seme ni oplojeno. Imeli smo dober in odgovoren zdravstveni sistem. Nekega dne mi je učiteljica v šoli rekla, na zdravniški pregled moraš. Kaj? Moraš k zdravniku. K kateremu zdravniku? Nisem bolna. K zdravniku za ženske. Kdo pravi, da sem ženska? Zelo smešno. Ko dekleta dosežejo določeno starost, jih je treba preveriti. Preveriti kaj? No, preveriti, če je vse v redu. Kaj vse, če je v redu? Kako to mislite? No, vse žensko. Bila je jesen, bila sem v zadnjem razredu. Naša država je bila revna, vendar je poskušala napredovati. Razvila je edinstven model socializma, kjer je bila zdravstvena oskrba na razpolago za vse državljane, vse je bilo organizirano okoli te osnovne javne službe. In vse je bilo brez stroškov za naš žep. Zato sem morala obiskati storitev reproduktivnega zdravja, da vidijo, če je vse v redu, in da me izobrazijo o ženskih stvareh. Prišla sem torej k zdravniku in tam pustila zdravstveno knjižico pri sestri v sprejemni pisarni. Zapustila sem zdravstveni dom in nikoli več se nisem vrnila na noben zdravniški pregled. Močna načrtovalna usmeritev je ženske redno oskrbovala s sodobno učinkovito kontracepcijo in ni omejevala dostopa do splava. Starši so imeli pravico sami določiti število in generacijski razmik svojih potomcev. Ta pravica je bila leta 1974 vpisana v ustavo. Ljudje sicer pravijo, da je bil splav najbolj priljubljena oblika nadzora rojstev. Vprašanje pa je, če so ženske zares imele možnost izbire kontracepcijskih sredstev tudi že pred splavom. Tako je bil opravljen ginekološki pregled pri vsakem mladem dekletu v državi. Simboliziral je iniciacijo v svet odraslih žensk, kot je bilo za fante obvezno služenje vojske. Toda ljubica se je uspela pregledu izogniti. Že takrat se je odločila, da bo živela drugače. Druga. Dunčica. Potem pa tudi vem, eden tam, so mu rekli, tisti je bil tudi reven, samo je bil tudi vseh muk, star možiček, pa tako, pa še čvrst, pa še vse tako. Tisti je šel k hiši, tam je rekel, vi imate jajce pa to, ne, jaz sem bolj reven, dajte mi jajce, pa dajte mi kaj pšeničke, da bom malo, kakor češ, da bom za domov imel. In mu niso hoteli dati, poznali so ga iz istega kraja. So rekli, pa če ima samo majhen vinograd, kaj pa revščina tam gor v tistem, se reče. In potem niso hoteli dati, so ga kar odpravili. In je zažugal, pa je šel. Potle je šel malo čez in je začelo v štali pri tistih ženskah. So rekli, zdaj mora pa upiti koza. Koze so imeli, se več ne vem. Kure so se skupaj držale za kljune, vse skupaj, pa kar po tleh, kaj češ, da bo vse pocrkalo. Tako pa ne, je tak direndaj nastal tam, pol so ga pa začeli nazaj klicati. Pridi nazaj, vse ti bomo dali, samo da rešiš.
Je pa koza, ki je imela roge, se noter zapičila, noter nekam v deske, pa je čisto na rogeh visela, kot da bi crknila. Da je tista na rogeh visela, kure pa tudi so tiste po tleh ležale, pa so se take zdele, da so vse pocrkale. Ni bogov, ni molitev. Ljubica. Kure lahko, da je bil pa fakin, pa da je imel koruze 2 napikane na cvirn ali pa 3. Zdaj pa, če je ena požrla, ni šlo dol, pa je druga kura požrla drugo koruzo, pol so se pa vlekle za cvirn, ne, pa ni šlo ven, ne. To so potlej, vse jaz ne vem, tako vem, ne, samo jaz sem tako sama sebi tolmačila, ne, pa trga pa crkne. Ni bogov, ni molitev. Pri njih gor, recimo, je bila ženska v vasi, ki je imela tako čudne oči, dobesedno tak pogled, in ljudje so pred njo dojenčke skrivali. Ne, ker če je ona k otroku prišla, gledala ga, da je dete zijalo 2-3 dni, da ga niso mogli potolažiti, ne. Pravijo, da je nekje ene take oči imela, no. Dunčica. Iz te vasi, da je ta ženska? Ljubica. To je bilo dol, ko sem bila jaz doma, ja, iz teh koncev, ne. Mislim, to so vsi, to še mama moja se o tem včasih spominja. Pa so rekli, je rekla, če je prišla una, je rekla, boljše, da si otroka skriv, ne. Imela je en pogled, dobesedno težek, tak, ne, oster. Možno pa tudi, da je recimo na mene kot otroka vplivalo, ko sem slišala starše, ko so govorili, ne, in že ti imaš avtomatsko že strah, ko pogledaš. Ni bogov, ni molitev. Obe sta govorili o tej drugi ženski na nek odtujeni, pravzaprav pa povzdigujoči način. V tonu sem začutila tudi sprenevedanje. Nista govorili sproščeno in vse, kar sta izrekli, in način, kako sta govorili, me je spominjal na igro ljubiteljske vaške gledališke skupine. Takrat še nisem vedela, da je v teh krajih transvestizem samčonov družbeno nesprejemljiv. Ženske v moški obleki tukaj niso institucionalizirane. Zanje ne obstaja noben družbeni dogovor, zakon. In zato je njihov pojav, obstoj v družbi, seveda popolnoma drugačen. Povratek. Od 4. razreda osnovne šole zbiram značke, pravi Ljubica. In še vedno imam živ spomin na začetke, ko mi je prve značke prinesel sosed, ki je živel na Nizozemskem. V luknjice belega, s peno podloženega skaja Ljubica vtika značke. Lesene, kovinske, plastične in pločevinaste, različnih motivov in tem. Od lovskih do gasilskih, vojaških, otroških, značk Rdečega križa, tovarne Toper, Evropskega mladinskega prvenstva v atletiki leta 1979 v Bydgošu, pec figuric, avtoprevoznikov, smučarskih skokov v Planici do Guns N' Roses in Iverka Meblo. Pripada majhni sekti zbirateljev. Z Bobjem in Gabiko so najvztrajnejši zbiralci na otoku. Bobby sicer poleg značk in zastavic zbira še podpisane nogometne žoge s pomembnih nogometnih tekem in redke originalne drese. Ljubica pa je najbolj ponosna, ker je lastnica značk romunskega kluba Progresul Bukrešti, olimpijskih iger 2002 v Salt Lake Cityju in izraelske kontrole zračnega prometa iz leta 1960, vredne 60 €. Za eno kakovostno značko, ki jo želim, sem pripravljena zamenjati tudi 1000 drugih, pravi. Formacija v Skyu kaže na to, da je nekoč obstajala energija za urejanje značk v vrste glede na tematiko, vendar je v ustroju sčasoma prevladala entropija. Nekoč so se gostje ustavljali pred stiroporastim panojem, komentirali novosti, vendar se to že dolgo ni zgodilo. Tako kot gostiteljice se tudi značke starajo. Barve so postale bolj diskretne, njihov sij je zbledel in izginil pod prahom. Nekoč so potrjevale lojalnost, s katero so se ljudje legitimirali kot pripadni, in to že na prvi pogled, kot bi rekli, transparentno. Značka prostovoljnega darovalca krvi, značka planinske koče, podravkin petelin v različnih barvah. Značke same po sebi niso imele namena, razen zbirateljskega. To je čudna zgodba. V njej se ni zgodilo še nič, razen mojega srečanja s sarkastično Dunčico in nezgovorno Ljubico, zakrnelo v vzorcu ubogljive deklice. Nikamor pa nisem napredovala s tisto podobo v beli polomajici z navzgor privihanim ovratnikom, ki me je vznemirila.
Tako kot ljubica značke sem vtikala v dnevnik razne vtise in podobe, ter se na kratko poveselila identifikacije. Več od te kratke potešitve zbirateljske strasti pa ta pot ni prinesla. Moja raziskovalnost ni prišla dlje od orlov in ovc in krav z baklami. Takih zgodb se je nabralo. Nimam nobenega intervjuja o očetu kot samčonovi edini izkušnji moškega. Nimam posnetkov Amazonkine izpovedi, kako ji je on postavil model in kako si je kasneje po njem skrojila svoj model moškega. Še vedno čakam, da bom spoznala žensko, ki je zatrla igrivost v sebi in ustvarila lik jeznega mladeniča, 2-krat, 3-krat preveč jeznega. Tu in tam uspem o temi spregovoriti s kakšnim domačinom, ki mi potem razlaga tako bojevito in s tako junaško patetično melanholijo, vendar v celoti brez kakršnekoli vsebine in tudi stila, da mi je žal celo digitalnega snemalnika. Vračam se na tisti trg, ter čakam, da gre podoba v beli polomajici spet kdaj mimo. Pri njej prepoznavam, ali pa si to samo domišljam, mazohizem v prikrivanju in odkrivanju svoje inferiornosti. Ali pa morda v prikrivanju in odkrivanju svoje superiornosti, odvisno. Skozi vztrajnost v sledenju tej podobi in razbiranju njenih vzgibov sem si ustvarila lastni mehanizem. Vrti se okoli analiziranja njenega posebnega mučeništva, življenja, morda v slepilu, z oblačili in čustvi nekoga drugega in njenega bega brez zaščite, da ne bi padla v roke teh z golo radovednostjo, kot je moja, ali tistih z globokim nezaupanjem, ali onih s trdovratno mržnjo, ker jih moti že s samo prisotnostjo. Maša. Pridem torej nazaj v ta zaselek. Sedim pred nekdanjo tržnico. Gladke kamnite plošče, stebri in krov delujejo hladno. Hladijo pregrete možgane in meso. Skorajda vonjam ribe, ki so jih nekdaj tod tehtali, in vino, ki so ga pretakali, in tobak, ki so ga tlačili v pipe. In predstavljam si glasove kakih 800 teles, ki se gnetejo tam. Srednjeveški zvonik cerkve prikazovanja Bogorodice v hramu vabi k nedeljski maši. Prebivalcev skorajda več ni, morda le še kakšnih 30. Počasi se zbirajo k molitvi. Ženske v cerkvi že pojejo. Spomnim se Dunčice in njene ni bogov, ni molitev. Zdi se mi, da včasih slišim šepet molitve v sebi. Budi se mi stara in večno živa želja, ki tiho išče svoj prostor, prostranstvo, svobodo, da bi naposled našla nek neskončni rajski vrt ali doumela smisel poslednjega in skrajnega, to, kar izpoveduje človeško mišljenje in pesnjenje in verovanje. Čakanje sodi v tisto kategorijo stvari, ki jih je najtežje ubesediti, podobno kot denimo dolgočasje ali čas. In nihče izkušnje čakanja ne mara preveč. Čakanje se dogaja med dolgčasom in željami, med upanjem in brezplodnim ničem, obetom in izpolnitvijo, ter objestno zavzema celotno, zdaj popolnoma neplodovito planoto čustev tistega reveža, ki je obsojen, da nekaj čaka. Stvari, opravila ali obveznosti se tukaj na otoku ne kopičijo in zato lahko čakam po mili volji. Niti to ni pomembno, koga ali kaj čakam. Nimam občutka nemoči v tem, da trenutno zapravljam čas, in tudi ne frustracije, jeze ali skrbi, ki so značilne za tiste, ki čakajo. Ko čakam, se prepustim in sprejmem. Čakala bi lahko nestrpno ali potrpežljivo. Svojo nestrpnost bi lahko izdajala s koračenjem gor in dol in z občasnimi globokimi izdihi. Lahko pa bi čakanje prikrivala, da ne bi postala sumljiva in bi kdo celo pomislil, da nimam kaj početi. Proti temu dobro pomaga pogosto pogledovanje na uro ali v telefon. Jaz pa čakam potrpežljivo in anonimno in svoje čakanje označim kot sorazmerno nepomembno. Tako čakanje je najlepše. Čakanje je namreč vedno na neki način označeno. Običajno je v pristojnosti moči, če si močan, pustiš čakati druge. Tako je na uradih, na sprejemih, pri zaljubljencih, v režimih. Povsod so čakalnice in ljudje, ki čakajo. Povsod nas nekdo sili čakati. Smisel čakanja je najbolje izpeljan v zaporih. Tam so ljudje odtrgani od vseh aktivnosti in smisel vsega njihovega časa in kazen za storjeno sta zdaj skoncentrirana v čakanje. To moje čakanje pa od mene ne zahteva ničesar.
Čakanje je, ki ni enako tistemu na letališču ali v zdravniški čakalnici ali na kolodvoru, kjer ura mineva prepočasi in je čas potrebno pretrpeti, namesto ga samo prehoditi ali prečutiti, in je v takem čakanju čas zato težkonog in tolst. V takem čakanju, kot je to moje, na trgu pred cerkvijo, pa je predah. Oblika posebne pozornosti, enostavna vzdržljivost in prostor za naključje. Tu šteje že izkušnja čakanja. Izvajam, sprejemam in zahtevam čakanje. Postanem plovilo, manifestacija časa, ki ga imam in ga že tudi izgubljam. Čakanje razumem kot posebno slast in slovesnost. Brez prave strategije morda ujamem kak von, pesem skora, pozabim kakšno pričakovanje, oživim odmikajoče čustvo, zatrem staro žalost, pomolčim dlje kot običajno ali si besedo vzamem s silo, premerim tuje poglede in morda pride mimo tudi podoba, ki jo čakam. Diskretno in z neopaznim počasnim drsenjem se postavim v najtemnejši kot cerkve, sklonjene glave in povešenih ramen. Enako sem lani naredila tudi v srbskem samostanu, kjer je grobnica slavnega kneza Lazarja. Samostan ni znan le po grobnici, temveč tudi po zeliščnih zdravilih, ki jih s pomočjo nebeške pomoči svetega Lazarja izdelujejo redovnice samostana Sveta Petka. In, kot piše na flajerju, njihova olja, kapljice, tinkture, mazila, čaji in rakije delajo čudeže. Umirjajo in sproščajo, naravno čistijo telo, zdravijo ženske bolezni, delujejo proti kajenju in proti sterilnosti in z njimi lahko tudi shujšaš. Seveda je potrebno prej zaprositi še za blagoslov in moliti k knezu Lazarju, da ti odpusti grehe in te ozdravi, preden se sploh napotiš k apoteki, kjer na to pustiš najmanj 100 evrov. In ko sem tudi takrat stala v najtemnejšem kotu, je med mašo k meni furiozno pritekla redovnica, da me je ostro in ob tem še nepričakovano osorno opozorila, da naj si glavo nemudoma pokrijem z ruto. Vse to zato, ker je bojda apostol Pavel v prvem pismu Korinčanom zapisal, da je gologlava ženska v molitvi sramotna. In od tedaj sem v svetih prostorih še bolj nevidna. Morda zaradi sramu, ker sem lahko sramotna. Oziram se po cerkvi. Ljudje so praznično odeti, zelo praznično, veliko bolj kot v mestih. To je najpomembnejši družbeni dogodek. Zlati uhani, črno krilo, bela bluzica, bela srajca, črne hlače. Bele srajce me spomnijo na cerkev v Čilu. Takoj po prihodu v Valparaiso sem bila povabljena na večerjo. V meščanski vili so nas ob dolgi mizi, za katero je sedela številčna in izjemno svečano urejena družina, po molitvi postregle čedne služkinje z belimi čipkastimi predpasnički. Na čelu mize je pomembno sedel oče družine. Vprašal me je, kakšno je bilo potovanje. Odgovorila sem, da prijetno in da sem brala knjigo Bog kot zabloda. Kako, prosim? Je vprašal. Nekaj sem pričela klepetati o tem, kako da so ljudje izumili Boga. Med tem napol utrujenim vljudnostnim brbljanjem me je pod mizo dosegla brca mojega sina. Vsi so namreč nehali žvečiti, kot nehajo žvečiti krave, ko se mimo pašnika pelje avto, in se z velikimi očmi zazrli vame. Nastala je vročina še hujša od tiste najbolj žgoče v čilskem poletju, v katerega sem ta dan pristala. Naslednji dnevi so potekali mirno, v delu. Občasno sem svojemu učencu, pri katerem je bila ta spodletela večerja, sicer zažugala, naj malo več vežba, če sem že priletela tako daleč čez morje. Ob koncu seminarja me je povabil k maši v njihovo cerkev. Mogočna cerkev je bila polna belih srajc in črnih hlač in belih bluzic in črnih kril in zlatih uhanov. Sedeli smo segregirano, moški levo, ženske desno, neporočeni spredaj. Vsi lepih maziljenih las. Pričelo se je petje. Kakšen 100-članski zbor je meni v čast zapel hvalnico s tako energijo, da sem jokala od kakega 10. takta pa vse do konca. Peli so in molili in peli. Nato se je pojavil duhovnik. Imel je znan obraz. Bil je oče s čela mize tiste zablodele večerje. Spet so molili, tokrat sem tudi malce pela z njimi. Nekaj 100 glasov se je zlilo v gladko kotaleč koral in složno fraziralo v glasbeno duhovnost. Vedno bolj smo peli in vedno bolj so molili in prostor pred prvo vrsto je postajal vse bolj živ, kot bi se razigral kak gledališki prizor.
Bele srajce in bluzice so pričele nihati, nihanje je prešlo v ples. Molitev je prešla v glosolalijo, v transu molitve so govorili v jezikih, ki jih ne poznajo. Gradacija glasbe, besed, telesnih gibov in izrazov v očeh je bila fascinantna. Klicali in kričali in brbljali in plesali so v čarnem risu. Občestvo se je zlilo v eno samo telo, čeprav so meje segregacije še kar stale. Šele kasneje sem izvedela, da je ta fenomen znan že iz začetkov krščanstva, ter da najbrž del možganov, ki sicer sodeluje pri govoru, takrat ni dejaven. Sploh pa, da je ena izmed zadnjih Jezusovih misli bila: tisti, ki bodo verjeli, bodo govorili nove jezike. Vi imate glasbo za umetnost. Jaz imam glasbo, da z njo častim Boga. Se je nagnil k meni moj učenec, ki po mojem prvotnem mnenju ni dovolj vežbal. Od tiste maše sem odšla drugačna za zmeraj. Dojela sem funkcijo glasbe kot univerzalnega zatočišča. Ne glede na to, kakšni smo, takrat, ko se nam začne dozdevati, da naše življenje potrebuje smisel, kar se lahko zgodi najstniku, starcu, siromaku ali bogatašu, se sprašujemo, od kod ta praznina in kaj nam jo lahko napolni. Človek je pač bitje, ki živi za nekoga ali in za nekaj. In takrat se sprašujemo, kako naj se odzivamo v teh okoliščinah, ker pač vemo, da naše izbire razkrivajo naše najgloblje vrednote. Tukaj lahko nastopi glasba. In takrat se zgodijo taki sinhronizirani koralni zbori, ki imajo moč, da najdejo Boga. Ljudje molijo, pojejo, molijo. Zato prosim Blaženo Marijo, večno devico, vse angele in svetnike in tudi vas, bratje, prosite zame Boga, nebeškega očeta. Po maši bodo moški zavili do gostilne, ženske pa domov do konca skuhat kosilo. Zares prazničen dan. Nadzor. Strašen dan bo dan plačila. Zemlja v prah se bo zdrobila. Kolik strah bo ustal v naravi, ko sodnik v mogočni slavi na odgovor vse postavi. 3, morda 4 črne starke svoje stisnjene tresoče glasove vijejo pod oboke otoške cerkve. To so tiste vaške ženske, ki vse vedo. Poznajo vsakogar. Vse prebivalce, njihove sorodnike v Kaliforniji, sorodnike tistih, ki so se priženili iz Bosne ali primožili iz Like v družino prebivalcev. Vedo, da oni ni imel glave za matematiko in je po 3. ponavljanju 7. razreda šel za vajenca k sorodniku. Vedo zanjo, ki je izgubila že 3. dete, vsakega v 3. mesecu in vsakega z drugim. Sumničijo pa, da je to morda posledica kakšnih zelišč. Vedo, kaj poliva na grede tista v zadnji hiši na koncu, tista, ki vsako jutro pelje pridelke na tržnico v mesto. Vedo zanj, da vsak mesec za nekaj dni izgine iz vasi in se odpelje nekam proti severu Kopnega, ter se vrne konec vikenda. Ali ga tja vodijo sumljivi posli, prepovedana ljubezen ali morda celo kak skrivni otrok, so teorije, ki jih preigrajo vsak mesec znova iz leta v leto. Stara se on, starajo se one. Še vedno pa enako zavzeto na klopci pred pošto meljejo njegov vzgib za odhode na sever. To so vaške raziskovalne novinarke. Razlikujejo zvok mopeda, kadar ta prinese odrezke za pokojnino ali kadar mopedist prešuštvuje z natakarico. Njihova subtilna ušesa ločijo suverenost obratov, intenziteto dotika pedalke za gas, namero. Ne uidejo jim nobene zaušnice mladih materc meravim sinovom, nobene zaušnice mladih mošc meravim ženam, nobene zaušnice starih bab posušenim in ožetim zapitim možem. Mimoidoči njihove klopi pred pošto, kjer sedijo vsak večer in si podelijo, kaj so njihova ušesa slišala preteklo noč in oči videle ta dan, iz intonacije njihovega pozdrava prejme strašno sodbo svojega ravnanja, ravnanja njegove celotne družine, vključujoč sorodnike v Kaliforniji. Stopnje teh sodb imajo razpone od srhljive sladkosti, ko se pozdrav raztegne kar na nekaj repeticij Bog dajev, ali pa so zožene na en sam stakato Bogdaj. Med obema skrajnostma je cel razpon variacij, ki imajo skrivne kode, poznane le domačinom. One natanko vedo, kaj je prav in vedo tudi, kaj ni prav. Ne vedo pa tega, da
Če hočeš, da te zasovražijo, povej vsakomur, kdo je. V njihovem redu vrlin je zbrana vsa morala te skupnosti, stoletna vedenja, ki življenje v teh ozkih kamnitih ulicah urejajo bolj ali manj po redu tega, kaj je prav in kaj ni. Mraz zimske burje, dnevi čakanja od enega zvoka mopeda do drugega, dolgi tihi dopoldnevi v neznosni vročini, pusti deževni jesenski večeri v stisnjenih kuhinjah so temu redu vrlin pridodali nove ravni nekontroliranega porekla. Širokosrčnost, prezir zaničevanja, strpnost, obzirnost so na predpoštni klopi dobile izjemno gorečnost, s katero iz dneva v dan gonijo vaščane s premišljeno razdeljenimi vlogami. Intonacija pozdrava mimoidočemu je postala hujša od najhujše spovedi in pokore, ki jo naloži župnik. Vseh toliko in toliko zdrava Marij, prispevkov za obnovo cerkvene strehe in maše zadušnice ne bodo nikoli vaščanov bolj približali Bogu, kot jih bo pravilno intoniran Bogdaj teh poosebljenih vrlin. Vsaka si zamišlja, da je vstopila v prazen brezzgodovinski prostor in da sodi, kakor jo je volja. Daje jo vtis, da so se pobožanstvile. V svojih moralnih nebesih so začele graditi svojo zasebno idealno vas, skupnost, cerkev, svoj zasebni prav in narobe v praznem abstraktnem svetu predpoštne klopi in cerkvenega kora. In ko te 3, morda 4 črne starke svoje stisnjene tresoče glasove vijejo pod oboke otoške cerkve, so te njihove aleluje prežete z odmevom zariplih vrlin. So sprijeno priliznjen odmev dies ire, dies illa, ki so ga ta dan izvedle na predpoštni klopi. Stojim v mraku otoške cerkve. Gledam te bele bluze in črna krila in zlate uhane in bele srajce in črne hlače. In med njimi zagledam tudi podobo v beli polomajici s privihanim ovratnikom in s črnimi hlačami ter po moško počesanimi lasmi. Ljubica je.